sem Jelena Pečarič, predsednica JHD in strokovna vodja tudi. Hvala, da ste se udeležili te tiskovne konference. Nam se zdelo pomembno, skupaj seveda Zveza društev za cerebralno paralizo Sonček, opozorimo na nedavnen dogodek, in sicer zakon o spremembah zakona o invalidskih organizacijah se spreminja. V javni obravnavi je bil zakon zgolj en teden, kar samo po sebi je dovolj zgovorno. Verjetno je spomin novinarjev, pa tudi splošne javnosti v Republiki Sloveniji zelo kratek. In vlada zdaj predlaga, da bi NSIOS bil nekako sogovornik in edini predstavnik vlade Republike Slovenije, kar se tiče invalidske problematike. Mi pa želimo opozoriti, da je to nedopustno, nedemokratično, tudi ker nihče od nas, drugih organizacij, o tem ni bil obveščen, še manj vprašan. In pač glede na dejstva, da je NSIOS ima po preteklem obdobju slovenske zgodovine zelo vprašljivo, netransparentno, nedemokratično, izključevalno delovanje, se nam zdi taka poteza res nedopustna. Sploh, ker je že določeno, da naj bi že v 24 in 25 letu bilo za NSIOS določeno kar 250 tisoč evrov. Lepo pozdravljen tudi v imenu Zveze Sonček. Sem Iztok Suhadolnik, direktor Zveze Sonček, in sem bil v času zgodovine, ki jo je omenila gospa Pečarič, zakoniti zastopnik in predsednik te iste organizacije. Da obudimo zgodovinski spomin, NSIOS, ki je nastajal na podlagi zakona o invalidskih organizacijah, je predviden kot posvetovalno telo oseb in organizacij za osebe z invalidnostjo, ki bi zastopali stališča v odnosu do države pri urejanju politik in ostalih vprašanj, ki se nanašajo na osebe z invalidnostjo. V letu 2005 smo bili podpisniki dogovora o vključitvi v NSIOS, za razliko od društva JHD, ki je vlogo sicer podalo, pa nikoli ni moglo postati in se vključiti v NSIOS, in smo v tej organizaciji želeli konstruktivno delovati tudi z drugačnimi pogledi na področju urejanja pravic z položaja oseb z invalidnostjo. Seveda smo bili eni izmed tistih, ki se nismo strinjali z enoumjem in enostranskimi pogledi, zato smo v tem istem letu podpisali tudi drug dogovor oziroma pogodbo o vključitvi v NSIOS, ki jo je pripravila skupina okoli društva JHD z namenom NSIO, brez S, z namenom, da zagotovimo pluralnost in da se vzpostavi nek demokratičen dialog, demokratično oblikovanje stališč in da seveda poskušamo pokriti ali pa zaobseči čim več ali pa čim večje področje, kjer so potrebe oseb z invalidnostjo. Sam zakon o invalidskih organizacijah ne predvideva pravne osebe, NSIOS pa je
to očitno v letu 2019 uspelo, medtem ko v letu 2008 taka pobuda in vloga ni bila pozitivno rešena. Obstojata dve odločbi upravne enote, ki ni dovolila registracije NSIOS kot pravne osebe, ker je to po zakonu predvideno kot posvetovalno telo. Seveda nas je že takrat začudila situacija, da je tokrat pravna oseba registrirana. Še toliko bolj nas pa skrbi, kaj pomenijo predlagane spremembe, da bo država financirala to pravno osebo, kjer pa se sam način dela ni bistveno spremenil. Nenazadnje vsi vemo, da so nekateri dolgoletni člani NSIOS-a, med njimi je Zveza slepih in slabovidnih, celo izstopila iz NSIOS-a. Zato se nam zdi neprimerno, da se sploh spreminja zakon o invalidskih organizacijah, še posebej na tak način, kot je predlagan, ker financiranje strani državnega proračuna ni potrebno in smiselno. Nenazadnje pa 250 000 letno porabiti za neko birokracijo, ki ne vem, če bo v nadaljevanju poskušala delovati bolj demokratično, kot je to bilo v preteklosti, nima smisla v obdobju, ko se iščejo sredstva za odpravljanje posledic poplav, ko se napovedujejo rezi na različnih področjih, ko se nenazadnje predvideva zamrznitev socialnih transferjev in še kakšne druge redukcije v državnem proračunu. Zato poudarjam, taka sprememba je nepotrebna, nekoristna in nima nobenega smisla. Ja, saj je v bistvu, kar je gospod Cukadolnik povedal, je skupno stališče, skupna tudi izkušnja z dolgoletnim bojem. Nenazadnje hočem dodati samo še to, da je NSIOS neposredno povezan z Celsvijo Fiho in tudi tukaj bijemo dolgoletni boj glede nediskriminacije, ki ga še nismo dosegli. Se pravi, država bi morala najprej to urediti, kar je še vedno nezakonito, in potem se mora biti lotiti tudi nalog. Mislim, da bi sprememba odločitve pristojnega ministra lahko pripeljala k temu, da se ne sprašuje o tem, ali je potrebno zamrzniti socialne transferje, ampak naj se iščejo pametne in koristne rešitve za vse državljane Republike Slovenije in ne za financiranje nečesa, kar dejansko ne bo prispevalo k boljšemu položaju oseb z invalidnostjo. Ja, mislim, da to kaže tudi na njegovo nepoznavanje in nerazumevanje materije.